Gospod Vodeb, nedavno smo lahko na TV Ideja zasledili tak obširen intervju zaslužne profesorice Fakultete za socialno delo, gospe Gabi Čačinović-Vugrinčič, ki se je med drugim pohvalila, da je Fakulteta za socialno delo edina fakulteta na svetu, ki ima priznan doktorski in magisterski študij. Hkrati pa se na nas istočasno obračajo študenti, ki pa govorijo, da kdo nima dovolj točk, ga pa dajo v ene programe, kjer pa jim aktivni homoseksualci, biseksualci perejo možgane dobesedno in jih delajo za aktiviste. Kako je to mogoče, kako je to združljivo? Hkrati bi naj bili napredni, po drugi strani pa omejujemo študente in delamo iz njih aktiviste. Ja, to je vzklilo na nekem fundamentu nekega patosa, nekega osebnostnega, seksualnega patosa, ki je skrbno skrivan. Če bi šli proučiti ideologe oziroma ideologinje teh LGBT-feminističnih gibanj, če bi te profesori postavili na psihoanalitični kavč, bi nas glava bolela, ker bi videli, kako so to moteni ljudje. To imajo, če bi jih psihiatri diagnosticirali, bi imeli mejno osebnostno motnjo, borderline. Mi pa sistemsko omogočamo, da ravno ti ljudje, ki so najbolj frustrirani, se pravi seksualno frustrirani, pridejo do izraza in svojo psihopatologijo, psihopatokracijo širijo med študente, ki so pa nekritični, so nepopisani listi papirja, pogostokrat, in kupijo vsakošno nebulozo, ki jim neka avtoriteta servira. In tam, recimo v Sloveniji, če si gej, takoj priješ do diplome, takoj priješ do doktorata, priješ do službe, lezbike so inkorporirane v vse inštitute, Mirovni inštitut, Amnesty International, FDV-ju, tam so same lezbike in geji. Normalno razmišljajoč človek sploh ne pride blizu do razpisa. Tako da, če bo šlo tako naprej, če se v tem primeru, bom rekel, levica ne bo znotraj sebe streznila, pa jaz vem, da znotraj levega gledanja obstaja tudi normalnost, obstaja zdrava leva konzervativnost, kar pomeni, da če je nekdo levičar, v svojem jedru ima zdravo žlahtno konzervativnost, kar pomeni, da se ločuje oba spola, da se ve, kaj je normalna družina, in normativnost hočejo ti lobi, geji, feministke, patologizirati. Se pravi, oni hočejo v teh podiplomskih, ravno v tej katedri, ki jo vodi, kolikor vem, ena zelo frustrirana ženska, hočejo v bistvu osmešiti normalnost in ustoličiti kot nekaj normalnega ravno tiste 3 standardne deviacije, tam neke travestite, pa rekel geje kot normalne. V resnici, po psihoanalitični percepciji, so pa ti vsi geji, pa lezbike nastali v otroštvu, v primarni družini z napačnim razrešenjem Oedipovim kompleksom ali pa s spolno zlorabo. In to se da pozdraviti oziroma predrugačiti.